Lep pozdrav, tu Blaž. Govoril pa bom o odgovornosti oziroma samoodgovornosti in o moči ustvarjanja, ki jo imamo ljudje, ki jo imamo. In sicer ljudje se v bistvu sploh ne zavedamo pogosto, kako velik vpliv imamo na stvari okrog sebe in kako veliko moč ustvarjanja imamo. In v bistvu se zelo slabo zavedamo tega procesa, ki ga neprestano izvajamo. In sicer ta proces ustvarjanja oziroma soustvarjanja v bistvu deluje tako, da ga lahko v bistvu razdelimo na tri dele oziroma 4 dele. Prvi del je recimo ta vhodni del, kjer ljudje sprejemamo informacije iz okolja. In pa tudi iz samega sebe, zato ker ljudje ustvarjamo tudi svoje informacije znotraj svojega uma, v svoji domišljiji. Zato ustvarjamo te informacije in jih tudi sprejemamo iz okolja in temu potem rečemo ta prvi del, ki mu lahko rečemo vhodni del, kjer dobimo neko znanje oziroma neke informacije iz okolja in iz samega sebe. Potem je ta drugi del, vključuje i procesiranje teh informacij, kar se dogaja v nas, znotraj nas, v našem umu oziroma v našem umsko-zavestnem sistemu. Ta proces procesiranja teh informacij je odvisen najprej od kvalitete samih informacij, ki so nam na voljo, in pa tudi od naših ciljev oziroma našega cilja, našega principa, po katerem te informacije obdelujemo. Tretji del pa lahko imenujemo tudi izhodni del, oziroma tretji del predstavlja naše ravnanje. To pa potem v bistvu predstavlja modrost. In ta naša modrost, v bistvu modrost je vedno izražena v praktičnem ravnanju. Torej, če mi recimo vemo, da je alkohol škodljiv zdravju in da pijemo preveč alkohola, pa kljub temu še vedno pijemo alkohol, potem še nismo modri, samo zato, ker vemo, da preveč alkohola spijemo. Modri smo takrat, oziroma modro se ravnamo šele takrat, ko dejansko nehamo piti alkohol, zato ker vemo, da nam škoduje. Torej, ta četrti del, ki je tudi v bistvu zelo pomemben, da ga razumemo, pa je v bistvu ta skupen rezultat, ki ga ljudje ustvarimo v naši skupni realnosti. Se pravi, nihče ne ustvarja sam. Vsi soustvarjamo skupaj. In vsi smo v tem soustvarjanju enakovredni. Zato, ker vsi z svojim ravnanjem povzročamo posledice, ki ne vplivajo samo na nas, ampak tudi na vse okrog nas. In problem se pojavi zdaj v tem 4 stopnjah, problem nastaja pri samem procesiranju informacij oziroma pri tem, kako ljudje procesiramo informacije in kako se odločamo. Zato, ker večinoma se ljudje odločamo sebično in pa na podlagi svojih čustev. In ta čustva predstavljajo nek filter pri procesiranju informacij, na podlagi katerega potem mi se odločimo za neko dejanje, ampak, kot sem že razlagal, kadarkoli se ravnamo na podlagi čustev, vedno ignoriramo velik del realnosti, velik del informacij pomembnih, ki jih pridobimo iz realnosti, zato ker enostavno nam to čustvo, ta emocija čustva zamegli pogled. Oziroma velik del naše pozornosti preusmerimo na čustva, zato ker čustva predstavljajo nek energijski naboj v telesu in ta naboj je zelo težko spregledati, skoraj nemogoče. Ko si enkrat ustvarimo čustvo, to čustvo, ta energija tega čustvenega naboja vpliva na nas, nam jemlje pozornost stran od realnosti, na to samo naše čustvo in na te misli, ki jih imamo ob tem, ko to čustvo doživljamo, oziroma na te misli, s katerimi si to čustvo ustvarjamo. Zato moramo ljudje v bistvu se
začeti zavedati tega procesa soustvarjanja in teh 4 korakov, ki ga ta proces zaobjema, zato da lahko začnemo reševati problem v izvoru. Ne? In izvor problema smo seveda mi, ljudje. In izvor problemov vseh zlorab na svetu je dejansko v tej drugi stopni ustvarjanja oziroma soustvarjanja, ki se imenuje stopnja procesiranja oziroma stopnja odločanja. In rešitev za to je, da začnemo dejansko raziskovati in da razumemo, da raziščemo in natančno razumemo, kako se mi sami odločamo, na kakšen način procesiramo informacije, ki jih sprejmemo iz okolja in pa od samega sebe. In ko enkrat uskladimo ta proces odločanja s temeljnim principom, ki je najboljši za vse, potem dejansko vzpostavimo zdrav razum. Zdrav razum torej pomeni, da se odločamo na način, kjer se ravnamo tako, da ne povzročamo nobenih zlorab življenja, da smo usklajeni s principom, ki je najboljši za vse. To je zelo pomembno, ker ravno zaradi nerazumevanja tega procesa odločanja ljudje ustvarjamo ogromno enih zlorab življenja, kot jih lahko vidimo vse povsod v svetu, lakota, vojne, prepiri, zamere, nasilje, revščina, umori, spolne zlorabe, zlorabe otrok, sebičnost, skratka vsi ti problemi izvirajo iz nerazumevanja tega procesa odločanja oziroma procesa procesiranja informacij. In zato mora vsak izmed nas prevzeti odgovornost za samega sebe, da se dejansko nauči učinkovito odločati, da se vsak nauči teh 3 oziroma 4 stopenj soustvarjanja, da jih razume in da se potem ravna v skladu s principom, ki je najboljši za vse, se pravi, da vsak vzpostavi zdrav razum. Tako da, če pogledamo še enkrat to našo moč ustvarjanja, lahko v bistvu rečemo, da smo ljudje bogovi, takšni mini bogovi recimo, ker imamo vse pogoje za to, da lahko ustvarjamo in odločamo skoraj da vsem. Torej, stvarnost je v bistvu, ali pa resnica, če tako rečemo, je narejena sestavljena iz 2 delov. Realnost je sestavljena iz deterministične komponente, se pravi določene komponente, to pomeni, ki se jo večinoma ne da spreminjati, je takšna kot je in smo ji podrejeni. In ta deterministična komponenta je fizična realnost. Fizična realnost deluje po svojih zakonih, kot jih pač poznamo v fiziki, kemiji, biologiji in tako naprej. In pač vsi smo podrejeni tem zakonom in jih načeloma ne moremo spreminjati. Zato je pač to deterministična komponenta. In drugi del realnosti oziroma resnice pa je nedeterministična komponenta, ki ni vnaprej določena. To pa predstavlja posameznikovo svobodo izbire. Vsak posameznik, namreč ljudje lahko se sami odločamo, kako bomo ravnali. In odločamo se na podlagi informacij iz okolja in na podlagi informacij iz našega telesa oziroma uma, ki jih tudi sami ustvarjamo. Sicer večinoma na podlagi informacij iz okolja tudi, ampak naša domišljija, v domišljiji pač lahko produciramo neke nove informacije. In potem iz te stopnje procesiranja oziroma odločanja in pa potem iz izhoda oziroma tega procesa ravnanja, ki mu pravimo tudi modrost. In to moramo razumeti, da lahko dejansko učinkovito delujemo v življenju in ustvarimo družbo in svet, v katerem bo dostojno življenje vsem zagotovljeno. Torej, ljudje smo takšni mini bogovi, enakovredni mini bogovi in tega se moramo zavedati, da imamo zelo velik vpliv na sebe, na realnost, na druge ljudi
In to tudi pomeni, da smo za to odgovorni. Ker na začetku sem rekel, da bom govoril o odgovornosti in o samoodgovornosti. In dejansko se ljudje ne moremo izogniti odgovornosti. Zato ker vse posledice, vse kar delamo, vse kar počnemo, ima svoje posledice v fizični realnosti in tem posledicam se ne moremo izogniti. In dejansko je zelo pomembno, da razumemo, da smo v vsakem primeru odgovorni za to, kar počnemo in tudi za to, kaj razmišljamo in na kakšen način razmišljamo in na kakšen način se odločamo. In zato moramo dejansko preusmeriti najprej pozornost na samega sebe, na svojo notranjost, na svoje misli, na svoj umski proces odločanja, na svoje čustva, zato da lahko dejansko prevzamemo odgovornost za samega sebe. Tako, kaj to pomeni, prevzeti odgovornost? To pomeni, da mi postanemo mi postanemo oseba, ki samega sebe vodi. In se ne odzivamo avtomatično kot nek živi robot, kot nek čustveni robot na zunanje dražljaje, ampak se zavestno odločamo samega sebe usmerjamo v skladu s principom, ki je najboljši za vse. Šele takrat, ko to počnemo v vsakem dihu svojega življenja, šele takrat smo zares samoodgovorni. Dokler pa tega ne počnemo, se pa ljudje podrejamo svojim čustvenim reakcijam in svojim sebičnim načinom procesiranja informacij in ravnanja. In ta proces je večinoma avtomatiziran. Deluje v naši podzavesti in se ga sploh ne zavedamo večino časa. In to je ta problem, zaradi katerega imamo toliko zlorab na svetu. In zato je rešitev v tem, da prevzamemo popolno odgovornost za samega sebe, za svoje misli, za svoje razmišljanje, za procesiranje informacij, za način, po katerem se ravnamo, da se uskladimo s principom, ki je najboljši za vse in da potem dejansko stojimo kot zgled, kot rešitev vseh problemov na tem svetu. In vabim vas, da se v bistvu začnete opazovati, da začnete pisati, da začnete ugotavljati, kako razmišljate, kako čustvujete, da razumete ta proces, ki sem ga opisal, in da na podlagi tega potem dejansko se začnete ravnati po principu, ki je najboljši za vse. Zakaj? Zato, ker je to tudi najboljše za vas in za vsakega posameznika. Edino na tak način se dejansko ljudje lahko rešimo vsega trpljenja in vseh čustvenih bremen, ki jih imamo, in dejansko postanemo človek, ki je zadovoljen samim sabo in ki je hkrati zgleden in ki se hkrati ravna po principu, ki je najboljši za vse in torej ni zgolj sebičen. Ok, za danes je to in hvala lepa, se vidimo naslednjič.